Glasovi svetov. Da je trajnostnost način življenja ne samo trend, nenehno opozarjajo tisti, ki jim je mar za prihodnost našega planeta. To besedo sicer pogosto slišimo tudi v besedišču turističnih ponudnikov, ki želijo tako ali drugače povedati svojo zgodbo, delovanje in filozofijo. Slovenija sebe navzven rada prikazuje kot državo z zeleno agendo. Toda kako se tega lotevajo na nekem manjšem geografskem območju? Docentka doktorica Ana Svetelj in docentka doktorica Veronika Zavratnik, obe z oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo na Filozofski fakulteti Ljubljanske univerze, v današnji oddaji Glasovi svetov o tem, kakšno je lokalno razumevanje globalnih pojmov trajnostnosti v Logarski dolini. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Turističnih destinacij, sploh pa tudi alpskih, kar Logarska dolina je v Sloveniji kar nekaj. Zakaj ravno Logarska dolina kot predmet preučevanja oziroma ponudniki, ki tam živijo oziroma delujejo? Veronika Zavratnik. Zdaj, pravzaprav naše ukvarjanje z Solčavskim oziroma specifično z Logarsko dolino je na nek način posledica načrtovanih dejanj, po drugi strani pa v bistvu posledica tudi naključij. Namreč v tistem znamenitem covidnem času smo načrtovali terenske vaje, ki so odpadle iz že znanih razlogov in tako so načrti za te terenske vaje se preoblikovali v idejo o etnološkem taboru. Etnološki tabor je bil potem v bistvu 6 let zapored izveden, zadnje leto, leta 2025, se pravi 2020 do 2025. In takrat, se pravi, naša prisotnost na Solčavskem zdaj že kar nekaj časa traja. In hkrati s to idejo etnološkega tabora smo začeli zaznavati tudi bolj podrobno, da je etnološka raziskanost Solčavskega v bistvu nekoliko bolj okrnjena kot morebiti nekih drugih področji, ki se nahajajo ali v alpskem, hribovitem območju, recimo Bohinjsko, s katerim so se etnologi precej ukvarjali, Posočje, s katerim so se etnologi tudi precej ukvarjali. Tako da to je bil pa tisti načrtni dejavnik, ne? Se pravi, zaznali smo, da je to območje, ki bi ga lahko etnološko bolj pokrili in smo tako začeli najprej v sklopu etnoloških taborov raziskovati Solčavsko, potem pa tudi v sklopu čist raziskovalnih znanstvenih projektov. Zdaj po drugi strani, zakaj turizem? Pa izhaja iz samega dejstva, da je turizem na Solčavskem v bistvu nespregledljiv. Tako da to nas je napeljalo, oziroma vsaj naju z Ano, na to, da smo se osredotočili tudi na turizem. No, Ana Svetelj, v članku Krhka trajnostnost ali trajnostna krhkost, lokalno razumevanje globalnih pojmov v Logarski dolini, ki je bil tudi povod za današnjo oddajo, ste zapisali, da je Solčavsko tipično alpsko območje, a hkrati gre za zelo specifično okolje. Ja, torej, kot tipičnega ga lahko opredelimo potem, da ima pač neko značilno alpsko krajino z vrhovi, z dolinami, relativno redko poselitev, visokogorske kmetije. Tudi v bistvu ta preplet kmetijstva, gozdarstva, turizma ni nekaj, kar bi bilo specifično za Logarsko dolino. Morda je v primerjavi s kakimi drugimi turističnimi centri v Alpah v Logarski dolini specifično to, da ni alpskega smučanja. To ga mogoče dela nekoliko drugačnega. Potem omenila bi še to, da je območje Solčavskega izredno redko poseljeno. Tam nekje na 103 kvadratnih kilometrih živi približno 550 ljudi, kar ga uvršča med najredkeje poseljene občine v državi. Specifično je tudi to, da so kmetije na Solčavskem mnogo večje kot v povprečju. Mislim, da je povprečna kmetija v Sloveniji velika nekje 7 hektarjev, medtem ko je povprečno na Solčavskem dobre 100 oziroma 103 hektarje. Odročnost je nekaj, kar je treba omeniti v kontekstu Logarske doline in tudi Solčavskega kot občine. In pa izpostavila bi še to,
da je v bistvu Logarska dolina že dolgo nastopa v nekem nacionalnem imaginariju kot neka turistična ikona, ne, kot neka nacionalna krajina, ki si jo predstavljamo v smislu neke idilične slovenskosti. Tudi v recimo kampanji Slovenija moja dežela v 80-ih, tisti znameniti prizori in s to seveda glasbo v bistvu slikajo ta vstop oziroma pogled na Logarsko dolino. Tako da je tudi v nekem vizualnem smislu Logarska dolina nekaj, kar je zakoreninjeno v nas kot nekaj tipično slovenskega. Morda bomo pa kasneje povedali kaj več tudi o tem kontekstu, torej posebnih načinov upravljanja. Gre za Logarska dolina je zaščiteno območje, vpisane so enote naravne in kulturne dediščine, kot krajinski park. Logarska dolina je bil ustanovljen, mislim, da 1987. Obstajale so tudi želje po ustanovitvi narodnega parka, tako da so tudi ti režimi varovanja nekaj, kar delajo specifično Logarsko dolino. V članku Krhka trajnostnost ali trajnostna krhkost opozarjate na napetosti znotraj samega pojma trajnosti. Kje vidite največji paradoks? Veronika Zavratnik. Zdaj morda preden bi se dotaknila samega članka čisto konkretno, bi vsaj še delno dopolnila svojo stopno točko v Logarsko dolino oziroma na Solčavsko. Namreč veliko stvari, o katerih danes govoriva, izhaja iz spoznanj oziroma iz raziskovanj, ki smo jih izvedli skupaj. Se pravi, jih nisva izvedli samo Ana in jaz. Namreč pri organizaciji etnološkega tabora sodelujemo še s tretjim sodelavcem, z Blažem Bajičem, ki je tudi eden izmed tistih, ki je bil gonilo v bistvu vsega tega raziskovanja. Hkrati pa ne smemo spregledati tudi vsega raziskovanja, ki so ga študenti doprinesli in vseh raziskovalnih podatkov, da tako rečemo, do katerih smo nekako prišli skupaj. Tako da ta najin članek je v bistvu rezultat nekako te akumulacije raziskovanja vseh nas v zadnjih 6 letih recimo. In zdaj, če se vrnem k temu specifičnemu članku, bi morda začela s tem, da v antropologiji nekako ločimo med emsko in etsko perspektivo, pri čemer gre pri prvi, se pravi pri emski perspektivi, za lokalna oziroma za domačinska razumevanja. In naju je torej zanimala ta emska perspektiva, torej ne kako trajnost opredeljujejo neke zelene politike ali pa nacionalne strategije, ampak kaj pomeni za neke konkretne, za ljudi, ki živijo v nekem konkretnem okolju, ki tam živijo in ki tam delajo. Tako da v resnici sva se ukvarjali s tem, kako trajnost, ta velik pojem, živi v praksi. Se pravi, trajnost se lahko velikokrat razume kot, ali pa lahko doživljamo kot nek prazen okvir, lahko pomeni praktično karkoli. V bistvu lahko celo uporabljamo isto besedo, pa sploh ne govorimo o isti stvari. Tako da zanimalo nas je torej ravno to, kako ta širok pojem razumejo, izvajajo ljudje v nekem specifičnem okolju, in to je bilo za naju Logarska dolina. No, in preden zaidemo v podrobnosti, bi lahko neko splošno sliko podali, kako se trajnostnost razlikuje v teoriji in potem v vsakdanji praksi na terenu. Zdaj, če pogledamo trajnost kot nek globalen koncept, bi rekli, ga lahko zelo lepo povežemo s strategijami in z raznimi nekimi politikami globalnimi, recimo cilji trajnostnega razvoja. Velikokrat se zato razume, ker je tako širok, abstraktno, splošno, celo normativno, kako bi neka stvar morala biti. Se pravi, lahko deluje kot nek politično-ideološki koncept, celo se pravi skrb, skrb za okolje, neka specifična skrb za neko specifično okolje in tako naprej. Skratka, top-down razumevanje. Medtem ko na terenu se ti koncepti, in ravno to poskušava prikazati v najinem članku, prevedejo v nek lokalni kontekst, dobijo pomene, ki so vezani na lokalno okolje, na lokalne prakse. Na primeru Solčavskega, kot bomo danes še večkrat povedali, je tu šlo recimo za navezovanje na prednike, na neke tradicionalne okoljske prakse, ki so bile včasih celo poimenovane kot prototrajnostnost, se pravi trajnostnost, preden je beseda trajnost sploh obstajala. Sicer pa, da sva iskreni, sama beseda trajnost ali pa koncept trajnosti je torej zelo ideološko, moralistično nabit, tako da se nama kot nek analitičen koncept za antropološko raziskovanje ne zdi pretirano uporaben. Tako da ravno iz tega stališča nas je zanimalo, kako ta koncept
razumejo in opomenjajo lokalci. Ana Svetelj, kje se pa potem pojavijo največja trenja ali protislovja? Ja, torej že beseda sama, trajnost predvideva neko ohranjanje, nekaj, kar že beseda nakazuje, da naj bi nekaj trajalo. Recimo norveški antropolog Thomas Hylland Eriksen piše o tem, da se trajnost nanaša na kakovost, ki nečemu omogoča, da se ohranja, torej gre za neko sposobnost reproduciranja, ne da bi se pri tem spodkopavalo temelje lastnega obstoja. To je nekako širše razumevanje trajnosti. Ampak vprašanja, ki se tukaj takoj začnejo pojavljati, so recimo, kaj je pravzaprav tisto, kar je vredno ohranjati, kdo izbira, kakšni so kriteriji, za koga se ohranja, kdo naj bo nekako ključni akter nekih trajnostnih praks, politik in tako naprej. In tukaj pridemo hitro do nekega takega neoliberalnega protislovja trajnosti, in sicer, da se pogosto implicitno odgovornost prenese na potrošnika, turista, odjemalca nekih storitev. Potem takem ima trajnost v sebi imperativ, da je tisti, ki mora biti etičen in odgovoren, ravno posameznik, ki bo izbiral, kupoval trajnostno. Zakaj? Da bo dober človek. Tako da gre lahko pri tem za nek okoljski odpustek. Ampak vedeti moramo, in to tudi antropologija veliko krat poudarja, da lahko trajnost ravno s takimi pričakovanji generira neke družbene neenakosti. Ker recimo izdelki, storitve, ki imajo recimo trajnostne ali pa zelene certifikate in označbe, so pogosto težje dosegljivi, dražji. Prav tako lahko s takimi trajnostnimi diskurzi v bistvu odvračamo pozornost stran od nekih strukturnih problemov, širših, družbenih, in v bistvu prelagamo odgovornost na posameznika. Če damo nek primer, ki recimo lahko odzvanja tudi z alpskimi območji, v nekih odročnejših krajih s slabimi povezavami javnega prometa, so ljudje, ki tam živijo, pač odvisni od osebnih avtomobilov. In zdaj je retorično vprašanje, kdo naj se torej tukaj počuti krivo, da ravna okoljsko neprijazno. So to ljudje, ki nimajo neke vzdržne druge izbire, ali morda odločevalci na nekih višjih ravneh. Torej, diskurzi trajnosti lahko generirajo neko slabo vest, vzbujajo občutke, da kot posamezniki nismo naredili dovolj, da bi se morali bolj potruditi, kar seveda se lepo upenja v to neoliberalno realnost. Zdaj vem, da sem malo že zašla in da bi bila debata za kak drug pogovor, ampak se nam je zdelo pomembno, da izpostaviva, da mi dve kot recimo avtorici te raziskave nisva nekritični zagovornici vseh teh trajnostnih diskurzov. Turizem, kot smo že omenili, seveda predstavlja tukaj pomembno gospodarsko dejavnost. To je seveda razvidno tudi iz tega, da je Logarska dolina eden od ikon slovenskega turizma. Na to, kako se trajnostnost razume na Solčavskem, pa vplivajo tudi pravila in regulacije krajinskega parka Logarska dolina in tudi njegova priljubljenost kot turistična destinacija. Kaj ne? Veronika Zavratnik. Ja, na Solčavskem je turizem prisoten že v bistvu kar nekaj stoletij, bi lahko rekli. Že od 19. stoletja naprej, ko lahko govorimo o razvoju ali pa začetkih planinarstva, alpinizma in podobnih dejavnosti, ki so vezane na Alpe oziroma na gorovja, se skratka vedno pojavljajo ljudje, ki Alpe oziroma gorovje obiskujejo, potrebujejo prenočišče, potrebujejo napotke domačinov, potrebujejo včasih celo njihovo vodstvo, spremstvo in tako naprej. In lahko vidimo, da ta potreba generira tudi že neko ponudbo. In v tem Solčavsku oziroma Logarska dolina ni bil nikakršna izjema. Hkrati pa je to seveda nujno povezati s tem, da se ravno v tem obdobju začne intenzivno konstruirati tudi Alpe kot nek specifični imaginarij, se pravi, Alpe postajajo simbol čistosti, simbol narave, simbol miru, na nek način tudi simbol avtentičnosti. In to je ta predstava, ki že od takrat, pa v bistvu še danes zelo intenzivno tudi oblikuje turizem in hkrati turistično ponudbo. K temu se bomo najverjetneje tudi kasneje še večkrat vrnili. In hkrati mogoče bi bilo v navezavi na turizem
oziroma to odkrivanje Alp in imaginarij Alp pomeniti tudi, da se hkrati, kot se ustvarja ta imaginarij alpski, Alpe pridobivajo tudi nek nacionalni pomen oziroma nacionalni simbol. S tem so se recimo ukvarjali tudi kolegi zgodovinarji, Peter Mikša se je zelo veliko ukvarjal s tem. Tako da v bistvu so to procesi, ki nekako potekajo, se razvijajo vzporedno. V Logarski dolini imamo tako recimo znamenite sestre Logar, ki v bistvu so še danes zelo prisotne, vsaj po imenu, kadar je govora o turizmu. Po drugi strani lahko govorimo tudi, oziroma velikokrat lokalci omenijo tudi obiske nekih pomembnih političnih osebnosti, kot je bil Josip Broz Tito, ki je obiskal Logarsko dolino, specifične kmetije. Fotografije tega obiska še danes recimo visijo na stenah v jedilnici, v dnevnih sobah in tako naprej. Tako da, zdaj, če se vrnem k temu 19. stoletju oziroma začetkih turizma, lahko seveda rečemo, da turizem pridobiva vedno večjo vlogo, da je nekako vedno bolj prisoten. Ampak hkrati je treba povedati, da turizem ni nadomestil kmetijstva, če govorimo o tem, da je kmetijstvo pa vendarle bilo veliko časa neka prevladujoča gospodarska dejavnost, sporedno z gozdarstvom seveda. Ampak gre zdaj za to, da se v bistvu turizem in kmetijstvo prepletata. Govorimo o turističnih kmetijah, govorimo tudi o tem, da se na nek način razbremenita pritisk preživetveni, če kmetija diverzificira svoje dejavnosti. Zdaj v turizmu se radi tudi seveda pohvalijo z raznimi nazivi, certifikati, nagradami. Kakšno vlogo pa igrajo te omenjene stvari pri percepciji trajnostnosti? Je to nekaj, kar je pomembno za turiste ali za turistične ponudnike? Ana Svetelj. Ja, v bistvu lahko govorimo o neke vrste, neki zunanji legitimaciji, torej o potrditvi od zunaj. In takšna potrjevanja so pomembna za umeščanja v neke mreže ali pa za neko nacionalno in mednarodno prepoznavnost. Nama so recimo sogovorniki izpostavljali, da je to pomembno za nekatere tuje goste, da recimo izbirajo destinacije, ki imajo na nek način to potrditev, da so res trajnostne. Lahko v bistvu govorimo o nekem indeksiranju, torej kazanju, da je destinacija prepoznana, mednarodno prepoznana kot trajnostna. Izpostavila pa bi tudi, da takšni nazivi, certifikati ne kažejo zgolj na to, kaj lahko gost tam pričakuje, ampak tudi, in to je morda še pomembneje, česa tam ne bo. Tako da je tudi skozi to neko negativno opredelitev, recimo, da na takih destinacijah ne bo hrupa, nečesa, kar razumemo kot neka generičnost sodobnega turizma, masovnega turizma, prevelikih množic. Torej, in spet je tukaj ta ideja po neki avtentičnosti, stiku z nečim, kar je pravo, pristno, kar ni uničeno strani recimo nekega hiperturizma. Čeprav je, kot sem že nakazala v uvodu, trajnostnost že skoraj da obrabljen pojem, dejali ste že tudi, da gre za ideološko-moralistično nabit pojem, pogosto je tudi nekakšen oprazen okvir, ampak pri pogovoru z izbranimi ponudniki od turističnih kmetij, planinske koče do počitniške hiše, hotela ste ugotovili, da ni bilo govora o neki abstraktnosti, temveč o konkretnih, predvsem pa praktičnih, navidezno vsakdanjih tem, ki zadevajo njihovo vsakdanje življenje in opravila, ki jih morajo izvajati znotraj turističnega sektorja. Veronika Zavratnik. Tako je, in najo je zanimala pravzaprav ravno ta materializacija trajnosti, se pravi, torej kaj konkretno, katere konkretne prakse sogovorniki razumejo kot trajnostne. In s tem se v bistvu v najnem prispevku tudi največ ukvarjava. In ta razmišljanja sogovornikov na temo trajnostnosti ste razdelili v 4 skupine, nekako torej prehranjevalne navade, časovnost turizma, prevoz in neke splošne skrbi za okolje. In če se posvetimo zdaj vsakemu izmed njih, ni presenetljivo, da hrana oziroma kulinarika odigrata pomembno vlogo, tako vizualno, ko govorimo o tem, kaj izpostavljajo na družbenih omrežjih turisti, kot tudi del turistične produkte. Kako sogovorniki razumejo hrano kot del trajnostnosti? Ana Svetelj. Ja, morda bi samo omenila to, kar je razvijala malo prej Veronika, torej, da tudi v teh nekih širših imaginarijih Alp kot neke turistične destinacije hrana
že zgodaj začne nastopati. Ne? In to ni nekaj, kar bi bilo posebno ali pa popolnoma drugače v Logarski dolini. Ne? Hrana je del tega, kar naj bi človek začutil in zaznaval, ko vstopi v neko alpsko območje. In zanimivo je, da so sogovorniki, ko sva mi dve nekako odprli to temo trajnosti, skoraj vedno začeli pri hrani. Včasih pa tudi preden sva sploh mi dve omenili trajnost. Ne? Da je bila nekako hrana tisto, kar so sami morda prvenstveno izpostavljali. Bodi si pri jedeh, sestavinah, receptih, surovinah, ki jih uporabljajo in tako naprej. Ne? Torej, skozi trajnost mi dve ugotavljava, turistični ponudniki v bistvu lahko zelo jasno, očitno in tudi veččutno pokažejo gostu, da jim je mar za okolje, da se vklapljajo v neko lokalno ekonomijo. Pomembno je tudi to, kaj se razume kot neke tradicionalne jedi. A ne? Tako da tukaj gre v bistvu za neko dvojno igro nekega predvidevanja. Ne? Turistični ponudnik predvideva, kaj je tisto, kar bo turist v Logarski dolini želel začutiti, okusiti, in hkrati potem se tukaj neka povratna zanka skozi to vzpostavlja. Ne? Kdo je bil pa prvi oziroma kaj je bil tisti prvi sprožilec, je pa težko prav zares identificirati, ampak definitivno gre za to dvojno igro predvidevanja, kaj sodi zraven. Zdaj pri hrani, pri teh jedeh, sva mi dve razmišljali tudi širše, sva analizirali tudi neke dodatne estetike, ki temu pritičejo, kot so materiali, ne vem, les, nek tak domači tekstil, rustikalne posode, cvetje in podobno. In vsa ta estetika povezana s hrano, z jedmi, se v bistvu kar skrbno kurira tako na spletu, recimo, ali pa na nekih predstavitvah na družbenih omrežjih, kot recimo v jedilnikih, na spletnih straneh in podobno. Veronika Zavratnik, kar sem tudi zaznala pri temi kulinarika v vaši raziskavi, je poudarjanje sobivanja in odvisnosti drug od drugega. Turistični ponudniki kupujejo produkte od kmetov v regiji, s tem pa podpirajo lokalno agrikulturo in prispevajo k ekonomski trajnosti območja. Tako, ja. V bistvu se na Solčavskem, vsaj glede na najino raziskovanje, nekako zelo izrazito pokaže, da je trajnostnost nekaj, kar je zelo relacijsko, se pravi nekaj, kar se vzpostavlja skozi odnose, nekaj, kar povezuje različne akterje, v bistvu tudi tiste, ki niso neposredno vpeti v turizem. Ne? To so lahko kmetje, ne nujno kmetje, ki imajo turistične kmetije, to so proizvajalci hrane, širša lokalna skupnost in tako naprej. Tako da trajnostnost hkrati, da povezuje, pa tudi signalizira neko idealno krajino, ki se, kot je Ana v bistvu prej omenila, ne, izraža tudi na krožniku. In ta krožnik, torej ravno skozi diskurze trajnosti, nekako povezuje planine, pašne živali, nabiranje gozdnih plodov, skratka neke prakse, v katere se lahko lokalno prebivalstvo ali pa turisti tudi upletejo. Torej v praksi bi lahko trajnostnost razumeli kot neko obliko solidarnosti med prebivalci Logarske doline oziroma celo širšega Solčavskega. Recimo ena izmed sogovornic je poudarjala, da obiskovalci, ki obiščejo njeno planinsko hišo oziroma njeno planinsko kočo, hvalijo sir, ki ga dobijo za zajtrk, in ona jih potem usmeri do kmetije, kjer pridelujejo ta sir. In po njenih pričakovanjih je za nekatere, še zlasti za tuje goste, ta izkušnja, da lahko vidijo povezavo med krožnikom in krajino, zelo pomembna. In podobno se spomnim recimo primera, ko je na neki turistični kmetiji bilo moč kupiti čajne mešance, ki jih pripravljajo na neki drugi kmetiji, ki ni usmerjena v turizem. Se pravi, kljub temu, da bi lahko razumeli, da gre za neko konkurenčnost, gre pa vendarle tudi za povezovanje. Se pravi, res neko intenzivno sodelovanje med lokalnimi akterji, ki so vpeti v turizem ali pa ga na takšen ali drugačen način podpirajo.
Neko nenapisano pravilo, ki velja, spomin se mi vtisnila izjava enega od vaših sogovornikov, ki je dejal, da ko prideš v Logarsko dolino, ne moreš jesti dunajskega zrezka, kar na nek način razumem kot zapoved, da naj se turisti prilagajajo kulinarični ponudbi kraja, ne pa da se kulinarična ponudba kraja prilagaja turistom. Ana Svetelj. Ja, tukaj gre v bistvu za to, da se prilagodijo neki specifični predstavi oziroma da igrajo v skladu s to specifično predstavo, kaj ta kraj, kot je Logarska dolina, je, kaj naj bi bil. Ne? In tukaj se zelo specifične lokalizirane predstave na nivoju, kaj je pravo, nepravo, lokalno, nelokalno, kaj se spodobi in kaj se ne spodobi, ne? Tukaj igra vlogo. Pomembno pa je vedeti, da to, kar se nam zdi pravo, lokalno, tradicionalno, kakorkoli že, je zmeraj rezultat nekih procesov, odločitev, ne? To, da se recimo da nekako k Logarski dolini Dunajski zrezek ne pritiče, na tem ni nič naravnega ali pa samo po sebi umevnega. Ampak kar se nam recimo, ali pa kar se gostom v Logarski dolini zdi pravo, spet ustreza nekemu temu alpskemu imaginariju, kamor sodi tudi to, da je recimo manj izbire, da je ta bolj sezonska in da je recimo gost lahko hvaležen, navdušen nad tem, da je na meniju le nekaj jedi. A ne? In ta isti gost lahko potem pripotuje v Ljubljano in bodo njegove želje, pričakovanja, norme, ne, ki se mu zdijo, da morajo biti dosežene popolnoma drugačne. Vseeno bi pa izpostavila, da sva tudi v svoji raziskavi v bistvu odkrili oziroma so se potrdile te nišne razlike med različnimi ponudniki. Ne? Medtem, ko je recimo hotel, vsaj v času, ko sva se midve fokusirali nanj, razvijal bolj neko visoko kulinariko, mogoče z nekimi bolj mednarodnimi pridihi, je ta diapazon pričakovanja na recimo v neki planinski koči ali pa na neki kmetiji, ki ponuja recimo zajtrke, popolnoma drugačen. Tako da tudi znotraj Logarske doline so velike razlike. Skovali ste izraz domačnost alpske hrane. Kaj je mišljeno pod tem pojmom, Veronika Zavratnik? Ja, s tem terminom oziroma mogoče celo konceptom nekako misliva bistveno širše kot le o hrani oziroma na hrano, ampak govoriva v bistvu o tem, da gre tu za preplet sestavin, načinov priprave, estetike predstavitve, občutkov, ki jih hrana zbuja. Skratka, vse to, kar je prej Ana omenjala pri tem veččutnem doživljanju hrane in turizma nasploh. Gre torej na nek način za preplet materialnih, estetskih, moralnih praks. In ta domačnost, ki jo omenjava, izhaja v primeru Solčavskega iz konkretnega okolja. Se pravi, je povezano z visokogorskim kmetijstvom, se povezuje s planinami, s pašnostjo, s pašništvom, sezonskostjo in splošnim načinom življenja v Alpah. Pri vsem skupaj pa gre seveda tudi za to, kako naj bi se hrana v Alpah vpenjala v turistično izkušnjo, kakšnega okusa naj bi bila, kako naj bi bila servirana, kje naj bi bila servirana in na kaj naj bi nas spominjala. V bistvu ta najin termin domačnost alpske hrane torej povezuje po eni strani pripravo hrane, po drugi strani idejo neke alpske identitete, turistični imaginarij, torej kaj naj bi Alpe bile, in jih združi v izkušnji hrane. In skozi to pravzaprav na nek način normira izkušnjo obiskovalca. Se pravi obiskovalec Logarske doline bo, podobno kot je prej nakazala Ana, užival v štruklih, v savinjskem želodcu, v gobovi juhi, zagotovo pa ne v hamburgerju, pici ali pa pomfriju. Ali pa ne, a ne? Skratka, gre pri rabi tega najinega termina za precej natančno usmerjanje okusa. Se pravi, tukaj misliva okus v obeh pomenih, a ne? Okus za nekaj in okus hrane. In zdaj, če poskušam ta najin termin še nekako zaključiti, hrana torej nekako aktivno ustvarja občutek kraja, a ne, dela ta kraj prepoznaven, dela ga resničen, morda celo avtentičen, se lahko vprašamo. In skozi hrano se na ta način torej proizvaja tudi občutek lokalnosti in trajnosti. A ne? In to je to, kar so poskušale s najinim tem izumljenim terminom oziroma predlaganim terminom nekako povzeti vse te procese.
Zdaj poslušalec ali poslušalka bi mislila, da kar je slišala do zdaj ali slišal do zdaj, bi mislil, da gre za torej neko idealno okolje, kjer je vsaka stvar lokalnega izvora in čeprav sogovorniki seveda poudarjajo lokalno pridobljene sestavine in produkte, pa vseeno ne pomeni, da 100% sestavin in produktov prihaja Solčavskega. Še več z nekakšnim zadržkom so priznali, da ponujajo tudi sestavine nelokalnega izvora. Ana Svetelj, zakaj menite, so bili nejasni in zadržani pri odgovorih? Ker to poruši njihovo idejo, kaj pomeni biti trajnosten ali da jih bodo turisti označili za prevarante? Zakaj torej trajnost služi tudi kot nekakšen moralni kompas oziroma moralna kategorija? Ja, v bistvu to vprašanje nas privede do nekako metodološko-epistemoloških vprašanj etnografskega raziskovanja. In tukaj nama je definitivno pomagalo dejstvo, da sva bili v Logarski dolini in na Solčavskem prisotni že večkrat poprej, recimo v kontekstu teh taborov in drugih raziskav, tako da sva poznali kontekst, ki je širši od tega ozko zamejenega fokusa na trajnost. In zanimivo je, da so nekateri izmed teh sogovornic, s katerimi sva se recimo z Veroniko pogovarjali že poprej, prejšnja leta in podobno o drugih tematikah, so o recimo tem vprašanju, ne vem, surovin pri pripravi prehrane bili bistveno bolj sproščeni. Recimo konkretno neka sogovornica, s katero sva opravili intervju za to konkretno raziskavo o trajnosti, je, ko je vedela, kaj je okvir najine teme, zelo jasno kurirala, izbirala, o kateri hrani, recimo, ki jo ponuja turistom, bo govorila. Ne? Torej, to bo, ne vem, siri, čaji in podobno. Tisto, kar se nam zdi jasno, logično, ne? Suhe mesnine in tako naprej. Medtem ko je mnoga druga živila, ki jih prav tako najdemo, torej tam jih je preprosto zamolčala in spustila. Kljub temu je pa zanimivo, da smo midve potem, ko smo analizirali ta gradiva, se kasneje spomnili oziroma našli v svojih starejših zapiskih, da smo se predhodno pa z njo seveda zelo sproščeno pogovarjali o njenih, mislim, da 2-tedenskih večjih nakupih, ko gre torej z avtom čez mejo v Avstrijo, v enega od teh večjih trgovcev in torej nakupi na veliko določene izdelke. Tako da je zanimivo, kako sogovorniki morda pri svojih odgovorih, ne da bi namenoma nujno kakšne stvari pred nami skrivali, ampak da je lahko pri raziskavi že to, da raziskavo uokvirimo v neke teme, v neke termine, vpliva na to, kar sogovorniki predvidevajo, da bo nas zanimalo ali pa da mi želimo slišati. Ne? To je ta učinek pričakovanja, uslužnosti. In ravno zaradi tega se recimo v antropologiji izkazuje, da je ta večkratna prisotnost na nekem terenu zelo pomembna, ker lahko neke posamezne informacije, pričevanja bolje kontekstualiziramo. Pa mogoče še nekaj v pričakovanju, čeprav turisti pričakujemo, da bodo lokalne jedi tam na meniju. Ta izbira lokalnih jedi ni tako spontan proces, ampak gre v nekaterih primerih za načrtovanega. Ne? Sogovornica iz Planinske koče vam je zaupala, ko je v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja takratni direktor rekel, da bodo ponujali samo lokalne jedi, kot so žganci, gobova juha, podobno, da se je ta sogovornica prav vprašala, kdo bo sploh želel jesti žgance. Ne? Bila je začudena. Veronika Zavratnik. Ja, ta primer, ki ga izpostavljate, je bil v bistvu res zelo zanimiv, ker zelo eksplicitno kaže na to, da to, kar zdaj vse skozi nekako se mi zdi implicitno govorimo, ne, da so nekatere jedi smatrane kot tradicionalne, avtentične, značilne za nek kraj, da gre tukaj v bistvu vedno za načrtovan proces, ne, da so jedi vedno izbrane, so izpostavljene, so predstavljene kot tipične in da nekako gre tudi za konstrukcijo te kulinarične identitete nekega kraja. In ta sogovornica je zelo eksplicitno povedala, ne, da ko je prevzela kot oskrbnica to kočo in je načrtovala jedilnik, je direktor v bistvu kar nekako zapovedal, kaj bi bilo dobro, da kuha, in je bila presenečena nad njegovo izbiro, celo malo nevoljna, ker ni bila prepričana, da je to dobra izbira.
Ampak na koncu je tudi sama rekla, in res, ljudje so to jedli, a ne? To je to, kar ljudje na Solčavskem si želijo oziroma si predstavljajo, da bodo dobili. In mogoče še en podoben primer, vendar iz drugega konteksta. Pred kratkim smo delali eno tako primerjalno raziskavo z kolegi iz Hrvaške, ki so raziskovali v Paklenici, in smo v bistvu analizirali fotografije na Instagramu, ki so po eni strani predstavljale Logarsko dolino oziroma so bile označene s hashtagom, ključnikom, ki so bile označene s ključnikom Logarska dolina in po drugi strani Paklenica. In eden izmed vzorcev, ki smo ga opazili, je tudi, da je bilo v Logarski dolini prisotnih veliko več fotografij, na katerih je bila hrana. In da je bila ta hrana res zelo nekako v skladu s tem, kar sva zdaj govorili, ne? Predstavljena na lesu, specifični rustikalni keramiki, mehka svetloba, cvetovi, skratka s tem alpskim imaginarijem, medtem ko po drugi strani v Paklenici, ki je prav tako zaščiteno območje, ne? Prav tako gorsko območje, je bilo pa dokaj samoumevno oziroma zelo prisotno, da so bili na fotografijah pomfri in zrezki. Ne? Tako da zelo jasno vidimo, ne, kako ta konstrukcija neke kulinarične identitete nekega kraja je vpeta v širše procese in predstave o tem, kaj neka lokalnost, nek kraj je in kakšni procesi tam potekajo. Ker nas čas preganja, predlagam, da preidemo na naslednjo kategorijo ugotovitev, to je časovnost turizma. Logarska dolina kot destinacija, kjer se čas ustavi. Ampak ta percepcija seveda izhaja iz novodobnosti, ko je tehnologija prepredena v naš vsak dan, tudi našo službo. Očitno želimo potovati nazaj v čas, kjer je bilo vse bolj preprosto, kjer lahko človek odvrne pogled od ekrana. Ana Svetelj. Ja, in tem pričakovanjem ali pa željam nekega tipa sodobnega turista, obiskovalca se prilagajajo tudi določeni turistični ponudniki v Logarski dolini z različnimi paketi, ki promovirajo ta upočasnjeni čas, neko detoksikacijo od tega urbanega, prehitrega načina življenja, od prisotnosti vseh teh digitalnih naprav in dražljajev, recimo tudi neke delavnice joge in podobno najdemo. Tako da ti turistični paketi, ki imajo nekako v sebi vpisano že to vprašanje časovnosti, so nekaj, kar se nama je zdelo zanimivo. Po drugi strani pa, ko govorimo o časovnosti, je ves čas prihajalo tudi do te do nekega trenja, ki se tiče enodnevnih turistov. Ampak tukaj bi izpostavili, da so najni sogovornice to kot problem izpostavljali zgolj v nekih določenih obdobjih leta. Takrat, ko je ta koncentracija preprosto prevelika, ne, recimo poleti, avgusta, te recimo petke, sobote, ko je lepo vreme in ko hkrati, ne, zaradi globalnega segrevanja vse več ljudi beži v neke recimo alpske doline, kjer so temperature vsaj ponavadi nekoliko znosnejše. Izpostavljali so na primer občutek, da je dolina preprosto prepolna, da je nekako njen limit presežen, da so parkirišča prezasedena, da je ljudi preveč, da je torej transport do doline in zlasti znotraj doline velik problem. Izpostavljala se je tudi recimo problematika postavljanja kolesarnic za električna kolesa, hoje po pašnikih in travnikih. Zlasti recimo kmetje, ki niso tako aktivno vpeti v turizem in se bolj ukvarjajo z živinorejo, to vidijo kot velik problem. Ne? Torej turistov, ki recimo ne upoštevajo nekih označb ali pa se ne znajo gibati neki krajini primerno. Prav tako sva v kontekstu te časovnosti naleteli tudi na neke občutke nostalgije, ki pa je tudi nostalgija do nekih specifičnih transportnih ponudb v preteklosti. Meni je recimo v spominu ostalo to referiranje na torej nekdanje čase, ko je bila avtobusna linija med Zagrebom in Logarsko dolino. Ne, in so nekateri sogovorniki nekako malce
pojamrali. Ne. Nekoč si lahko z avtobusom normalno prišel iz Zagreba sem, danes pa že od Ljubljane do Logarske doline, recimo z javnim prevozom je zelo težko priti. Tako da v vseh teh nekih nitih, ki sem jih zdaj nanizala, je skupen imenovalec v bistvu časovnost. In bolj ciklična, v smislu mogoče nekih letnih sprememb in ta linearna, povezana z nostalgijo, občutki do preteklosti in podobno. No, ravno zaradi teh enodnevnih turistov in v bistvu sezonske omejenosti, ali kako ne rečem, obiskov, si lokalni ponudniki seveda želijo desezonalizacije kot enega izmed prijemov, kako spodbujati trajnostnost. Pa je vse to, kar ste omenili, med drugim torej trenje glede enodnevnih turistov, transporta. A se na te težave navezuje naslov vaše raziskave krhka trajnostnost ali trajnostna krhkost? Veronika Zavratnik. V bistvu ne. No, ne gre za neko neposredno navezavo na to. Kar poskušava v članku ali pa z izborom naslova članka pokazati, je nekaj bolj subtilnega. Se pravi, da trajnost, krhkost, tradicija, avtentičnost, vsi termini, s katerimi tudi danes v resnici precej operirava, da to niso ločene kategorije, ampak da so del istega načina razumevanja prostora. Da krhkost torej ni neka objektivna lastnost nekega okolja, recimo Logarske doline ali Solčavskega, ali pa ampak je nekaj, kar se vzpostavlja relacijsko, torej skozi odnose, skozi idejo, da je prostor občutljiv, da prostor potrebuje skrb in prav ta občutek potem spodbuja neke prakse, določene prakse, ki jih sogovorniki razumejo kot trajnostne. Tukaj se je potem vedno treba vprašati, kdo je tisti, ki naj bi za to krhko okolje skrbel, ampak to je mogoče vprašanje za bistveno širšo razpravo. Ampak hkrati, če se vrnem k najnemu naslovu, sva pa želeli pokazati tudi na to, da trajnost lahko deluje kot neko diskurzivno orodje, da s trajnostjo ljudje utemeljujejo tudi svoje odločitve in jih predstavljajo kot smiselne, kot pravilne, recimo kot moralne. Tako da najin naslov v bistvu odpira vprašanje, ali je trajnost nekaj krhkega, kar je ves čas odvisno od ravnotežja, ali pa krhkost sama postane nekaj, kar se skozi te prakse, ki jih omenjamo, pravzaprav nenehno generira in ohranja. Trajnostnost enačimo s skrbjo za okolje, ki se nam bo obrestovala tudi za prihodnjo dobrobit človeštva in narave. Kot smo že omenjali, ta pojem, kot ta trend razumejo tudi sogovorniki, trenutno uporabljen kot nekakšen modni dodatek, brez katerega težje prodaš nišni oziroma butični, ta izraz se pogosto pojavlja v turizmu, butični produkt. Ana Svetelj. Ja, zanimivo je pravzaprav, da med našimi pogovori in za to raziskavo in za naše širše prisotnost na Solčavskem je pravzaprav v vsakdanjih pogovorih trajnost beseda, ki jo zelo redko slišimo. In ravno zaradi tega sva midve potem vstopili v to temo skozi te štiri področja. In skrb za okolje je ta najna četrta identificirana tema, kjer so v bistvu polovili vsebine, ki niso neposredno povezane ne z transportom, ne s časovnostjo in ne s hrano, kulinariko. In ravno ti certifikati recimo bi sodili sem. Rekla bi, da lahko trajnost razumemo kot nek okvir, skozi katerega turistični akterji razlagajo svoje delovanje in da je hkrati to, kar je Veronika nakazala, nekako semantično povezana s skupom nekih obstoječih terminov, od tradicije, skupnosti, lokalnosti, okolja, avtentičnosti in podobno. In zaradi tega je trajnost v lokalnem okolju pomembna tudi na ravni neke reprezentacije, kot del nekih strategij promocije, kot ste tudi sami dejali. In zanimivo je, na kak način se ti certifikati pokažejo, na kak način so narejeni vidni. Pogosto jih recimo vidimo obešene ali pa postavljene na nekih vidnih mestih, pri vhodu, na vratih, na pragu, na recepciji. So torej neki signali,
ki jih obiskovalec tako rekoč ne more spregledati. Podobno delujejo tudi na spletu, a ne? Torej certifikat ali pa neko dokazilo mora biti jasno vidno in rečemo lahko, da s tem prispevajo k neki estetizaciji certifikatov. Ne? Če bomo vstopili k nekemu zelenemu, trajnostnemu turističnemu ponudniku, pričakujemo, da bomo videli to signalizirano v prostoru, tako fizičnem kot spletnem. Pa ne samo torej estetizacija certifikata, ali je pomembno tudi oziroma če sogovorniki čutijo tudi potrebo, da morajo poudarjati trajnostno ravnanje svojega turističnega udejstvovanja na način, da večkrat izgovarjajo, izpostavljajo tudi samo besedo trajnostnost. Ana Svetelj. Pravzaprav midve na to nismo naleteli. Morda je k temu prispeval tudi kontekst, da smo se že z početka seveda predstavili kot raziskovalki in da naju torej ta tema zanima, da nismo samo turistki, ki smo prišli na obisk. Morda bi se vrnila k temu, da so nekateri ponudniki izpostavljali, da je to pomembno zlasti za tuje goste in ena izmed turističnih ponudnic, ki morda najmanj torej na videz izpostavlja trajnost in ki mislim, da tudi ne operira z nekimi certifikati. Ona je recimo rekla, da ljudje, primarno torej domači gostje, ki se vračajo k njej, itak vedo, da bodo dobili trajnostne produkte in da torej ne rabi na tak način tega izkazovati. Tako da je vedno vprašanje tudi pri turističnih ponudnikih, koga na nek način naslavljajo. Ali želijo gosta, ki se bo vračal, ne vem, ki bo prihajal vsako poletje, ko gre v hribe, ali je to nek mogoče butični tuji gost, ki želi neke posebne avtentične izkušnje v nekem kotičku Alp, ki ga do zdaj še ni odkril. So bili turistični akterji kaj iskreni glede tega, da se jim trajnostnost izplača, da jo instrumentalizirajo v svojo korist? Ana Svetelj. Morda ne popolnoma artikulirano z vašimi besedami, ampak midve sva definitivno prišli do neke interpretacije, da se trajnostnost splača marsikomu. In tega ne govoriva iz nekega moralističnega stališča, ampak trajnostnost kot nek prazni označevalec, o čemer sva govorili na začetku, se da instrumentalizirati v koristi, naprimer pri pripravi nekih turističnih paketov, pri promociji kmetij, pri poskusu, da bi recimo gostje ostali dlje, kot nek odgovoren, trajnostni turist. Ne boš se samo z avtom pripeljal za par ur v Logarsko dolino, ampak se boš znal ustaviti in boš ostal na tej lokaciji dlje, kar je spet povezano z vprašanjem, kdo je pravzaprav ta turist, ki si lahko tovrsten oddih sploh privošči finančno, časovno in tako naprej. Tako da trajnost je nek tržni atribut in naslavlja neko nišo obiskovalcev. Hkrati bi izpostavila, da se to prepoznavanje ali pa vpletanje v neke trajnostne diskurze splača tudi nekim širšim ali pa večjim akterjem, kot je recimo občina ali pa celotno območje Kamniško-Savinjskih Alp. Tako da bi rekla, da lahko vidimo tukaj neke koncentrične kroge. Če je neka destinacija prepoznana kot trajnostna, bo lahko od tega neko korist imel nek majhen turistični ponudnik in recimo neka občina, razvojna agencija in tako naprej. Tako da ja. Ob koncu vprašanje za obe. Kaj lahko antropologija prispeva k razumevanju turizma, česar morda druge vede ne zajamejo? Veronika Zavratnik. Tukaj se mogoče kar dopolnjujemo. No, jaz bi za začetek rekla, da kar je zares dodana vrednost antropologije, kot smo danes že velikokrat izpostavili, je ta neka dolgotrajna, večkratna, se pravi ponovljiva prisotnost v nekem okolju in ta želja po razumevanju, se pravi lokalnega vidika ali pa lokalnega pogleda na stvari.
Se pravi, ta interpretacija ali pa pogled od spodaj, ne pogled od zgoraj. In iz tega potem nekako neizogibno izhaja, da antropologija, recimo turizma, ne vidi samo kot neko gospodarsko panogo ali pa samo kot neko ekonomsko, tržno dejavnost, ampak na turizem pogleda kot del vsakdanjega življenja in se sprašuje, kako vpliva na delo, kako vpliva na odnose, na preživetje, na dostop do virov in tako naprej. Tudi ali generira kakšne neenakosti. Skratka, odpre cel spekter nekih povezav, ki bi jih morda z neko kratkotrajno, bolj kvantitativno usmerjeno analizo lahko spregledali. Morda ena stvar, ki se mi jo zdi pomembno izpostaviti, je to, da ravno skozi to dolgotrajno prisotnost lahko na nek način vidimo ne le pozitivne, neke merljive posledice ali pa statistično merljive vplive turizma ali pa posledice turizma, ampak tudi negativne. Obstaja recimo cel kup raziskav, ki so nastale v sklopu antropologije turizma, ki so prepoznali neke vplive turizma, ki jih občutijo lokalni prebivalci, od pomanjkanja vode, ker je večina vode namenjena turističnim objektom, rezortom in tako naprej. Tako da v bistvu antropologija s svojim pristopom pokaže na to večplastnost prisotnosti neke dejavnosti v kraju in razkriva neke pomene, ki včasih lahko ostanejo tudi prikriti, so pa vsekakor pomembni za to, da razumemo neko tako kompleksno dejavnost, kot je turizem, ki je hkrati tržna, kulturna, družbena in tako naprej. Ana Svetelj. Ja, morda bi dodala samo to, da v bistvu antropološko raziskovanje terja nek malo bolj poglobljen ali pa neko dolgotrajnejšo prisotnost na terenu, kar je v najnem primeru torej pomenilo Solčavsko oziroma Logarska dolina, pa ne samo v najnem, ampak kot rečeno je tukaj še kup drugih kolegov, kolegic. In takšno raziskovanje ni mogoče brez neke odprtosti, sodelovanja lokalne skupnosti. In specifično recimo za Solčavsko bi izpostavila tudi, da je občina prepoznala torej neko kakovost tovrstnega sodelovanja, da nas je tudi podprla večkrat, tudi neki drugi pomembni akterji na tem območju, ker za antropološko raziskovanje je nujno, da ti domačini, domačinke odprejo vrata, si vzamejo čas, govorijo s teboj, tudi večkrat o nekih temah. Mogoče ti dopustijo, da razumeš stvari na način, kot morda ob nekem kratkotrajnem obisku ni zaželjeno, da nekako ti dopustijo, da vidiš tudi določena ozadja. In mislim, da je tukaj vedno pomembno, da antropologi in antropologinje se zahvalimo ljudem, ki so gostoljubni do nas, tudi takrat, ko nismo samo turisti ali pa samo neki kratkotrajni obiskovalci. In s to zahvalo lahko tudi zaključimo. Docentki doktorici Ana Svetelj in Veronika Zavratnik, najlepša hvala za vaš obisk v studiu. Hvala vam. Za zvoke je skrbel Vjekoslav Mikes, oddajo Glasovi svetov, ki sem jo pripravila Tina Lamovšek, pa lahko že najdete na spletni strani ali med podcasti Arsa. Glasovi svetov.